Z nami danes dr. Aleš Mihelič. Med njegovimi bogatimi izkušnjami je zagotovo vodenje direktorata za tehnologijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Bil je tudi visoki predstavnik iniciative Eureka in eden najbolj zaslužnih za to, da so programi Evropske vesoljske agencije našli pot v Slovenijo. Upam, da se tega z veseljem spominjate. Danes pa je dr. Mihelič kot vodja predrazvoja eden ključnih odgovornih za inovativne rešitve v kompetenčnem centru za pranje perila skupine Gorenje. Hkrati sodeluje tudi s Fakulteto za strojništvo in seveda svoje znanje in izkušnje prenaša na mlade. In tule je vaših nekaj minut, izvolite. Hvala za tako lepo predstavitev. Tako da jaz, tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz bolj naprej gledam, tako da bo tudi predstavitev v to smer šla. In kaj bi vam tukaj rad povedal, ne bi predvsem rad govoril o tem, koliko je denar pomemben za projekte, za sofinanciranje, ampak bi predvsem se usmeril na to, da če imaš res dobro idejo, in ta ideja ne sme biti dobra cen za tebe, zato je pomembno to, kar so že prej kolegi povedali, da si prebereš tudi, kaj Evropska komisija že sofinancirala, zato ker res ga ne bo še enkrat. In da dejansko preko tega sodelovanja v okviru teh, rečemo, multilateralnih projektov potem prideš do neke zgodbe razvojne, ki pa dejansko potem lahko pomeni razvojni preboj za podjetje. In tukaj Gorenje mora reči, da ta projekt sem dal na mesto, ko nekako sopada na prvo mesto, ko sopada z mojim prihodom v Gorenje. Tukaj smo imeli kar precej sreče, zato ker ta projekt je bil dejansko namenjen temu, da bi pretestirali, so dejansko storitveni poslovni modeli sploh mogoči v povezavi s krožnim gospodarstvom, in je bilo ugotovljeno, da dejansko od 4 pilotnih caseov, ko smo jih imeli, je samo naš bil primeren za rečemo krožni storitveni poslovni model. Eni so firmo zaprli, zato ker so videli, da nima več prihodnosti. Druga je počasi umrla, tretji so se pa odločili, da bodo svoje dejansko izdelke sami kupovali nazaj, zato da imajo več kontrole, kaj dobijo. Tako da to, ko govorimo, storitveni poslovni modeli prihodnosti, ni samo po sebi pomembno. Mi smo dejansko delali precej časa. Zakaj pa o teh storitvenih poslovnih modelih govorim? Tukaj zraven vidite tale pentalca od Ellen MacArthur Foundation, kjer je Gorenje prvo v Sloveniji z njimi sodelovalo, še preden se je država odločila, da bi pristopila. In tukaj smo se naučili, da bliže, ko si tega prvega kroga, več imaš ti kot proizvajalec oziroma partner od tega. Zato, ker jaz sem bil prej, tudi je bilo rečeno, na ministrstvu, in če pogledaš z višine, super zgleda. Mi delamo reciklirane materiale noter, ko so za nas dražji, nekdo drug dodano vrednost pobere in pol nazaj v krog da. Ko se pa vprašaš, zakaj bi podjetje to naredilo, zakaj bi mi dražje plačevali, če nič od tega nimamo, potem pa ugotoviš, da mogoče je boljš, da si na robu te zanke, torej da dejansko kaj od tega tudi nazaj dobiš. In tukaj znotraj tega projekta je bila ena taka zelo zanimiva učna ura, kjer smo se dejansko naučili, kaj se treba paziti skupaj z vidite, da imamo INSEAD, vrhunsko dejansko menedžersko inštitucijo iz Francije, kjer so z nami skupaj šli skozi poslovne modele in smo skupaj dejansko prišli do zaključka. In potem, ko smo začeli razmišljati, kako naprej, smo ugotovili, da zato, da se gremo krožne poslovne modele, moramo imeti prvo pametne aparate, ko bodo znali povedati, kaj uporabniki z njima delajo, ko bodo mogoče znali povedati tudi, kdaj se nameravajo pokvariti, zato da bomo dejansko lahko potem rečemo boljšo storitev strankam nudili. In tukaj vidite, da smo preskočili na Eurostars, tukaj, čeprav je bila ideja čist naša, smo prepustili eno švedsko podjetje,
za krmilo, se reče, tako da smo dejansko potem v okviru razpisa, ki je namenjen eksplicitno malim in srednjim podjetjem, se tudi zelo veliko naučili od tega in tudi mora reči prve aparate dobili take, ki so dejansko že znali povedati, kdaj se bo kaj pokvarjalo, tako da je bil to en velik korak naprej. No in potem je sledilo veliko nadaljevanje tistega začetnega projekta, ko se je rekel, da se je bolj ali manj za nas dobro končal. Vidite tukaj, da imamo kar precej velika partnerstva skozi in to je tudi eden od po moje težjih mejnikov za te, ko prvič vstopajo v okvirne programe, zaradi tega, ker ko pogledate v seznam želja Evropske komisije, ki jih napiše na katerih področjih bi rada imela, si ti lahko vrhunski na eno področje, ampak če je v razpisu napisan, da bodo sofinancirali 5 projektov, mora Evropska komisija kljub na vseh temah, ki jih je napisala. Torej, moraš pol začeti malo širše razmišljati, kako tudi ostale teme noter vključiti, čeprav niso čist tvojega, bom rekel, takojšnjega interesa ali pa bližnjega interesa. In tukaj smo dejansko potem dobili od Evropske komisije plačan za to, da tisto, kar smo se naučili v prejšnjem sistemu, da smo dejansko postavili demonstrator na 4 različne evropske trge, kjer imamo zdaj 400 pralnih strojev po sistemu plače po uporabi. Vmes sem bil še 2-krat mentor na študentom na Tehniške univerze v Delftu, kjer smo dejansko znotraj projekta raziskovali, kako vplivati na navade ljudi tudi v okolju, ker jih ne vidijo, zato ker vsi od nas, če jih vprašaš, če smo ekološko naravnani, bodo vsi rekli, seveda, da smo, ne. Pa ko te noben ne vidi, pa tista, ali pa ko moraš denarnico odprti, pa malo več plačati za tisti izdelek, pa pol ta ekološka naravnanost upade. In nas je pa zanimalo, glede na to, da smo res ekološko usmerjeno podjetje, kako pa kljub vsemu ljudi, bom rekel, na finto pripraviti, da bodo se obnašali tako, kot bi mi radi želeli, torej, da bodo ekološko se bolj obnašali, pa da bodo hkrati zadovoljni z našo storitvijo in to je bila zelo lepa magistrska naloga enega študenta. Hkrati je bilo pa tudi znotraj tega projekta zelo zanimivo, ko smo se pogovarjali, kakšne ne bi bile prednosti storitvenih poslovnih modelov, smo vedno prišli do tega, da smo govorili, da je z vidika proizvajalcev in kupcev zanimivo, da kupuješ izdelke, ki čim dlje trajajo. In potem smo se kar naenkrat zavedali, da govorimo dejansko o izdelkih, mi pa promoviramo storitvene poslovne modele, ne. Tako da je tukaj bil en velik gap vmes. In druga magistrska naloga je pa dejansko naredila prvo LCA analizo storitvenega poslovnega modela naših pralnih strojev plače po uporabi. Tako da dejansko vemo zdaj tudi, kaj narediti in kako tudi ustrezno oglaševati za to, da bomo lahko dejansko to svoje poslanstvo, ki smo si ga zadali, da bi, bom rekel, mi več služili, ker podjetja so za to, na drugi strani pa tudi, da bi okolju prispevali in da bi imeli zadovoljne stranke. Temeljno izhodišče naše je bilo, to jaz vedno rečem, da pač proizvajalci delamo na življenjsko dobo, večina aparatov, ki jih naredijo, ko jih kupite na trgih, so dimenzionirani tam na okoli 2000 pralnih ciklov, če o pralnih strojih govorimo. Znamo pa tudi narediti take, ko 10-krat dlje držijo. In tisti, ko 10-krat dlje zdrži, ne stane proizvodnja 10-krat toliko, ampak nekaj 10% več. In ravno v tem delu je manevrski prostor, da dejansko, če stranka ostane dlje z nami, bo dobila vrhunski aparat, ki se ne bo kvaril, ko bo vrhunsko je delo, hkrati bomo pa mi
zaslužili s temi poslovnimi modeli ravno to, kar bi za samo prodajo. Zato, ker ko smo tole začeli, so me na začetku vsi sprašvali, pa kanibalizacija, pa kaj zdaj nam bo ona prodaja padala redna, pa tako naprej. Zdajle, ko smo do konca prišli teh vprašanj, ni več in tako kot sem prej razlagal, to smo razvijali v testnem okolju, kot resna firma si enostavno ne moreš privoščiti takih eksperimentov v realnem okolju, zato ker mora pa za stranko vse normalno delati in to lahko povem, da prihaja v naslednjem letu bomo imeli to v redni ponudbi. V začetku v 2 državah je pa sistem tako narejen, da bo dejansko šlo lahko po celem svetu. Vidimo pa to, kar je bilo že prej rečeno, da dejansko kupci, tukaj ima zelo veliko zaslugo ta ekodizajn regulativa Evropske komisije, kjer vemo, da bodo od nas pričakovali, da bomo poporočali o svojem okoljskem odtisu in tako naprej. Gorenje je sicer prvo, ko je že v Sloveniji EMA sporočilo imelo in mi zdaj že več kot 20 let se trudimo svoj okoljski odtis zmanjšati, pa ta okoljski odtis pa še za nas tudi tisto, kar uporabniki naredijo in vsako leto delamo različne inovacije. Ravno lani smo vpeljali eno inovacijo na pralnih strojih, ki bo globalno, če pogledate tale primer sobe, pa bom rekel, za 30 km dolgo takle volumen pitne vode bomo pač parali na letnem nivoju znotraj naših aparatov za to inovacijo. Tako da, ker na stranke v LCA pa zahteva, da imaš ti po celi verigi, da se ljudje ekološko obnašajo, oziroma da imaš čim manjši vtis in to zdaj tudi trgovine grejo v to smer in nas, moram reči, zelo redno sprašujejo, kaj delamo na zmanjševanju vtisa in če nimamo kaj povedati, pač enostavno ne bi od nas kupovali, ampak bi kupovali kje druge. Tako da lahko tudi povem, da smo naprimer ravno zaradi tega, teh projektov smo na francoskem trgu, kjer so prvi imeli ta reparability indeks svoj, za aparate je Gorenje znamka druga najbolj popravljiva znamka na francoskem trgu, tako da imamo tisto zelo lepo temno-zeleno barvo, tako da najvišje, kar je mogoče. V tem projektu, ki pa tlele gor stoji, smo pa razmišljali tudi, kako bi dejansko notranjo opremo znotraj tega, kar imamo v podjetju, obnavljali in dejansko probali te robotske celice dlje časa v pogonu držati in jih imeti bistveno bolj fleksibilne za vedno manjše serije, ko so pred nami. Prej je bilo tudi, sem že omenil, da dejansko je ta, bom rekel, ekodizajn regulativa je povezana tudi, z njo je povezan tudi digitalni potni list in Gorenje je seveda, se ne bi pričakovali druge, kot da smo v prvem konzorciju, ki skupaj z Boschom in 30 partnerji delamo na razvoju digitalnega potnega lista. Ravno zaradi tega, da bomo pripravljeni takrat, ko bo dejansko prišel na uporabo na plano. In tukaj moram reči, znotraj vseh teh projektov se predvsem zelo veliko naučimo, zelo veliko nekih stvari vidimo, ki jih še lahko popravimo. Tako da to, ko sem že prej rekel, nam ni glavna motivacija sredstva, ampak nam je ravno ta znanje, ko dobimo te konzorcije, nam zelo veliko šteje. Seveda denarja se tudi nabranimo, ker bom na koncu pol v povzetku še povedal, lahko pa že zdaj povem, da sredstva pač omogočajo to, da lahko delamo nekaj, kar mogoče ni v trenutnem roadmapu uprave, ki je pač bolj naravnana k doseganju mesečnih, letnih, ne vem, katerih polletnih ciljev, ampak da lahko delamo nekaj tudi, kar bo čez 3-5 let aktualno in da smo dejansko lahko takrat
pripravljeni za to. In to se je zdaj pokazalo že pri večjih projektih. Tukaj zdaj tega, ko omenjam, je trenutno tekoč EU projekt, ker smo imeli mi idejo, ko se že rekel, napovedovanje odpovedi, da bodo znali aparati sami povedati poklic serviserja, ker se bom čez kmalu pokvaril, zato da ne boš imel na pol pečeno pečenko ali pa, ne vem, poln pralni stroj umazanega perila z praškom, ampak da bo dejansko, da je ti že naprej povedal, to je bila naša ideja, kam bi radi šli proti pametnim AI aparatom, ne. In razpis je bil pa seveda drugače napisan, ampak smo to v prid izkoristili, zato ker je pač bilo povezavi z podaljševanjem življenjske dobe in smo pač to zapeljali pa v drugo smer, in sicer v to smer, da dejansko bomo v prihodnje rezervne dele za popravilo starih aparatov, torej te, ko jih imate pri vas doma, bomo dejansko jemali starih aparatov in jih ustrezno prečekirali, da imajo še zadosti življenjske dobe in jih potem dejansko kot rezervne dele naprej prodali. Zato, ker zdaj zakonodaja nasil, da moramo rezervne dele imeti 14 let. Zdaj si sebe predstavljate, da date nekam denar na en kupček in 14 let na njega pozabite, boste ugotovili, da ti denar na koncu ni čisto nič več vreden, v firmah pa mora bistveno večkrat krožiti. To pomeni, da dejansko taki poslovni modeli, ki temeljijo na starih principih, ne bodo omogočali preživeti v prihodnje. In te programi dejansko nam omogočajo to, da imamo, zasledujemo, ne vem, da bomo skrajševali trajnostno testiranje svojih aparatov, zato ker tle bo tudi zdaj green claims, kakorkoli temu rečete, zelene trditve, da dejansko bomo mogli za vsako izjavo, ko bo bolj ali manj z ekologijo povezana, imeti dokaze, da ni šlo za greenwashing, torej za zavajajoče oglaševanje, ampak da je bilo dejansko pretestiranje. In te zadeve, o katerih govorim, dejansko nam tlakujejo pot v prihodnost. V projektu je tudi Lexmark, moram reči, da smo se od njega zelo veliko naučili, z enega samega razloga, ker ti projekti omogočajo, da smo bili mi na Lexmarkovi delavnici, glede na to, da si nismo neposredna konkurenca, so nas pustili zraven in smo dejansko vse njihove poslovne modele v najmanjše podrobnosti slišali in moram reči, da smo se zelo veliko naučili pri temu. Tako da, in to je, moram reči, nobeno financiranje tega ne odšteje, kar se dejansko nauči. Znotraj tega pa, kot je že bilo rečeno, pač recikliranje, tudi mi imamo v naših aparatih kar precej magnetov, vemo, da prihaja dejansko čas, ko bomo mogli vse imeti reciklirano. Iz enega samega razloga, ker bo tisto, kar ne bo reciklirano, blazno drago. V tem trenutku je reciklirano dražje. Zaradi tega, ker pač je treba virgin materialov, neko človeško delo dati ali pa karkoli in to precej podraži zadevo. Ampak se zavedamo, glede na to, da poraba materijala na svetu tako raste, da hkrati smo pa slišali, da je proizvajalcev pa vedno manj, pomeni, da dejansko nam bodo cene virgin materijala rastle. In mi pač iščemo načine, kako bomo prišli do svojega materijala nazaj, zato ker za svojega bomo točno vedeli, kaj imamo noter in bomo lahko tudi lažje okoljske trditve z njimi imeli. Na drugi strani bo pa to najbrž čez, bom rekel, prihodnjih 15 let edini vir, s katerim bomo mogli delati. In tukaj ste videli, da je ta raw materials, potem imamo še enega raw material, kjer gre dejansko, tega imamo pa za zagom, kjer gre pa za to, da pa bi dejansko probali iz odpadne elektronike čim več nazaj dobiti in seveda čim več koristnega za ponovno uporabo. In potem pa, ker vse govorimo o eko in tako naprej, mene je blazno zmotilo, ko sem v Gorenju malo gledal, koliko mi stiroporja naredimo. Ko vidite, da vse aparate, ki jih dobimo, so v stiropor oblečeni, seveda stiropor je optimalen material za transport. Zdaj imamo vedno krajše transportne verige,
En aparat, včasih so ga iz mesta A na mesto B pelali in tam si ga je kupec v avto naložil, dan pelo, zdaj je vmes cel kup enih verik in pralni stroj, takole, ko ga z 20 cm na tla vržeš, 50 G pospešek je na tisto embalažo. Tako da in ko pogledaš, da mora to večkrat 50krat G zdržati, je bilo kar izziv, kako najdeti biorazgradljiv material, ko bo to zdržal. No, skupaj s fakulteto za strojništvo smo sami, to je bilo preden smo ta projekt prijavljali, smo uspeli karton prepričati, da dejansko nam služi, tako da imamo, jaz mislim, da lahko rečem, da smo edini v celi beli tehniki, ko ima dejansko za vse svoje aparate razvito biodegradabilno embalažo. Vprašanje je, kdaj jo pelujemo, gre pač brand po brand ali pa ne vem, izdelek kategorija po kategorija. Po drugi strani nas je pa ob tem projektu zmotilo, da je optimalno je bilo to satovje, na ustrezen način dimenzionirano, ampak hkrati smo pa ugotovili, da seveda v Sloveniji nimamo nobene fabrike, ko bi znala to satovje narediti in potem je izgledalo to, da bi mogli po celi Evropi zrak praktično voziti okoli, ker je tam zelo veliko zraka pa zelo malo papirja. In smo ugotovili, da tudi to ne bo preveč sustainability, čeprav je vsem kriterijem zadošča, ampak ne našim. Tako da smo pol dejansko tukaj se lotili tega, da bi in situ delali z invazivnimi rastlinami, dejansko meš embalažo, tako kako je za jajca, in da bi dejansko probali na ta način skupaj narediti. Tako pa, ker je bila že Evropska vesoljska agencija omenjena, pa se hoče pokazati, da dejansko tudi mi v tem svojih načrtih se gledamo malo dlje in pač, kot sem že prej omenil, da dejansko bi radi imeli pralne stroje, ko bodo zadosti pametni, da bodo sami znali povedati, kaj delajo, in tukaj je bila tehnologija, ko smo jo iz vesolja se spoznali, tukaj je pa moje izkušnje in poznavanje tega vesoljskega sektorja pomagalo, tako da smo dejansko vzeli NIR infrared tehnologijo, ki jo oni uporabljajo za opazovanje Zemlje, zato da imamo zdaj več kot 90% natančnost prepoznave vrste tekstila, ko jo lahko damo v aparat. In zdaj pa čisto na koncu še dva stavka, kakšna je formula uspeha. To sem že rekel, da je dobro prebrati razpisi, delovni program, s pripravo pričeti pravočasno. Mi zdaj se že ukvarjamo s prijavami, ki bo do februarja naslednje leto. Zato, ker če češ imeti dejansko dober projekt napisan z vsemi elementi, ki so potrebni, je čas predvsej pomembna kategorija. In pa ta druga kategorija je pa konzorcij, za katerega se napisal, da se običajno gradi na obstoječih članih konzorcij, kjer že je neka kemija, kjer se poznajo, in potem se nekaj novih partnerjev dodaja, velikost seveda pomaga. Pri tem z malo spretnosti pa lahko se svoje ideje vse spraviš v življenje. In kot sem že prej rekel, da so financiranje pomaga, ni pa glavni razlog. In pa treba se zavedati, da ne uspe vedno, to je predvsem za menedžerje zelo pomembno, da vejo, da pač je stopnja uspeha sorazmerno nizka, ampak takrat, ko pa uspe, je pa potem so spremembe take, da dejansko pustijo v teh, je pa prvič najtežje, pa vsakič naslednjič gre lažje. Tako da hvala. Hvala lepa. Tole pa sem opazila, da se je kar nekaj udeležencev tudi fotografiralo in dragocena popotnica torej.